Urbalej, vidiš. Prejšnji teden je bil hiter minul. Res je. A sta ki blakej? Ne govor, stari, koliko smo pa smučali na tem šolskem hribu, mislim, otroci so se sankali. Koliko smo ga srali, jaz nisem bil na tem hribu, sorry. No, jaz sem bil na tem, a nisi bil na šolskem? Ne, smo bili tukaj pred bajto, so otroci naredili trdnjavo. In smo se kepali pol. Ko mi smo šli pa na šolca, tako je absolutno nujno. Mislim, da jutri gremo na šolce, se tako je. Ta starejši dedič za ženo. Prestolonaslednik. Tako. First of my name. Prestolonaslednik si je za ženo, da gremo. Pejmo. Ali nekaj tipka tam, kot vidim. Zdaj gledam, kaj bo naprej sledila, veš. Kaj si nam pripravil v 29. epizodi? Intro je res kratek, tako da to bo snapiti. Zdravo. Opravičujemo se za vse nevšečnosti. Je podcast o Štoparcu. Edini na svetu in v galaksiji. Mi pa smo Aljo, Peli in Zi. Podpora. Hvala za vse ribe.si. Hvala podpornikom, tudi bodočim. Pelicom.bir. Koda brez panike. 10% popust. Hvala, ker nas poslušate. No, veš, To je bil pa res tak haiku vodnik. Hitro, učinkovito. Hiter. Sam, če bi ga pa hotel res... Prav nič družabni ne zgledamo potem le v vodniku. Ne. Imamo uno ta kratko kaseto, 30 minutne so bile včasih tudi, ne? Ne, tega bi mogel, to je za 30 minutne kasete, ker ne. Tako se 30 minutno nas mate. Veš, ko si mogel res v teh stvarih razmišljati? 60 so bile, ena stran ima 30. Ne, ampak mislim, da 30 je ena tak čisto kratke. Ne, ni bila. 45 je bila zihar. 45 je bila, ja. A je bila? A ni bila 60? Mislim, da so bile 30. 60 pa 90 so bile. 60 pa 90 100%, ampak mislim, da so bile ene tudi. Pizda, ne vem, če so bile. Ok, ne vem, Možno je vse. Aha, 30 pa, oziroma 45 minut na stran, se pravi 60 pa 90. Ja. In tudi 120, ti so bilo pa že hadžijsko. Ja, tis pa ni bilo za, tis bilo pa samo v Nemčiji. V Nemčiji. Tis pa samo v Nemčiji, ja. V Nemčiji. Ja, se tam si jih kupil, kje si pa kupil? Basfove, pa Maxel, pa veš. Dobro, kakšne si kupil v Nami ali pa ne vem kje. Ja, vem, v Avstrijo s to malo zaloge naredil, a veš. To pa itak. Jaz nem nikoli pozabil, a sta videla kdaj poslušala Marjana Kralja? Redko. Marjan Kralj je imel na radiju, on je imel v nedeljo zvečer oddajo. Se res je. Veš, takrat je bilo na radiju še ful modern snemat, ne. In jaz nikoli ne pozabil, jaz sem to meni so takrat edinkrat pustil, ker sem bil majhen, so mi pustili, da poslušam pač muziko. In on je imel pač takrat tako neko moderno muziko in pa mu je enkrat en pisal, rekel, da kva on skozi teži, pa skozi govori neki, ne, da on bi rad komad posnel, ne. A veš, in ne, takrat smo vsi snemali te komade, ne, in on je rekel, da on bi rad posnel in zakaj mora on na začetku komada govoriti, pa na koncu komada, da ga povosa, veš, in to, ne, prav, da on si želi ta komad in da bi ga rad posnel, ne, in on mu ga res pusti, ne, prav, zdaj pa za Markota, ne, da bo res imel ta komad, bom jaz zdaj utihnil, pa spustimo, pa to in pol v sred komada. Ti, Marko, a snemaš? Res. To je bil tak starejši gospod, sicer je že preminul, ampak ja,
V glavnem, Marko, če nas poslušaš, se nam jav, ti zrihtamo ta komad, ziher ga najdemo kje. Na YouTube. Zdaj ima lažje, kot včasih. Mogoče ti ga zrihtamo lahko brez 60 reklam vmes. Jaz sem skozi poslušal Longiko, ki je bil še vaš omiljeni DJ Jure na RŠ-u ob nedeljah zvečer v Oldies Goldies in ti si bilo res tako, kjer je komade najdu, a veš, pa takrat, ko ni bilo, da bi zdaj šel na Spotify, pa kliknil unga, ta starga, pa unga, pa prišel na Big Bill Brunzi ali whatever, ne, ali pa te early rockerje, ne. Učil sem se, karkoli sem se učil ob nedeljo zvečer, vmes sem imel pa še beležko zraven, kjer sem si zapisoval komade. Čigav pa kdo je ta, pa to, kaj Longika je vedno povedal, kako pa. Ne. Se to je bilo fajn, da si izvedel, kaj je kaj, ne. Da nisi kaj, čak, ta je pa ful dober komad, sem kva za Boga je to, ni bilo. Ja, zmeraj je lepo. Še zame je bil sam kakšen, ne vem, prijazen prijatelj ali pa ne vem, kdo kaj vedel. Ja, in Longika je bil pa bolj prijazen in je mogoče so malo spustili čez govor, ampak večino ne, tako da si lahko lepo pritisnil, da si imel komad skoraj cel, brez govorjenja. Ne spomnim se, ampak tako je bil kar, no. Je kar pustil, po moje so vedeli, da ljudje radi posnamajo kaj. Ker smo imeli enkrat dvojni kasetar, ti spol lahko rešil, pa smo malo brisal. Ja, itak. Ti si bilo višek tehnologije. Ko so začeli CD-ji noreti okoli, pa z Maretom, vem, da sva hodila v knjižnico po CD-je, si sposojati. In v Merkur po pot domov kupiti najbolj češke kasete in Mare imel dvojni kasetar s CD-jem, celo, mislim, najjači so imeli, Mare imel vse ta prvi Šentvidu, ne. In je v šmeku, ne, in sva šla in sva snemala vse, lej, to, ne vem, kar vsak tisk maksimalno na teden, kakor si lahko CD-jev sposodil iz knjižnice, sva šla in neki cajta sva res redno snemala, ne. In se pogovarjala o muski in se imela prav blazno fajn, res je bilo cool. Ja. Tega, v deželi Spotify, mislim, zdaj tega malo manjka, ne. Tega ni več, ne. Ja, ne, zdaj edin približek je to, da poslušaš podcaste, kjer se muzičari pogovarjajo z unimi, pa pol nekako zveš, ampak ne, ni pa prijatelj zraven, ne. Ja, sej to, ne. Veš, ta del se je izgubil, ne. Se to, pa tudi mislim, drugače se poslušalo. Ja, čist drugače. Tudi ne. V glavnem, v prejšnji epizodi smo bili zares še vedno pri unima dvema, ki sta na L pa na P in sta bila nezadovoljna zaradi odgovora. Yep. In je v bistvu globoka misel povedal načrt. Ne, povedal je, da bo povedal načrt, ne tako. Povedal je vse, kako se bo tole zgodilo, ne. Kaj bomo uštimali, ne. Ja, povedal je grobi plan in in pol se je zgodil počina obešalnik, zdaj pa je čas za kvarnik. Ok. Smo? Konec trku. A ne, to je še 28. In po smo pa unih treh, ki smo že skoraj pozabili mater vola. Ja, uni. A veš, Zaphod, Ford pa Trillian, ne. Tako, uni nek bogerev že zaprti. Ja, vplinili so jih nazadnje, ko smo jih videli, ne. Zaphod spi. Ja, mal ga proba zbuditi, ne. Proba ga po konc vršiti. Ja, tako je, dej. Ko bi bil mačkast je mal. Točno to sem hotel reči, da je mal, ko bi bil mal, pa dej ne mi težiti, mislim, kva me zdaj budiš v PM, mislim, da mi kmah. Ja, ne, ki mu še Ford reče, a veš, a te brcnem, ne, ja, če te v resu srečala, veš, mislim, tak je mal fatalističen, veš, mislim, čist je podrt pa v danu v sodo, da, ja, vse je. Vse mi je. Tako, in pol pač pogled okoli, levo, desno in eto, zlato. Kamorkoli zlato. Ne? Čakaj,
A si tudi na Balkan paket naročen ali kaj pri tem? Nisem, ampak se mi zdi, da tukaj paše. Ja, okay, mislim sam, da ti tale delo od doma škodi že malo. Lej, malo zlata. Je malo zaphod, da je malo blinki, ne veš, da mora očitno. Je malo proba, veš, je ta prava, a veš, tekstura ta prava je dosti mehka, ko vse mu je. Malo ekscentrika je, ne. Mal bi on bi mal, da je blinki, pa da je. Tako. Da so dinarčki, ne. Mislim, a veš, če se spomnimo, da je unga modela na Fuku zaradi unih kuljev, da je dobro zaslužil, ne. Lej, v suženstvo jih je dajal. Ja, sem res, ja. Težko to. Pomu trillion mu ubije. Vso tole, ne, da je to pač veselje. Sam nek hologram. Ne, sam katalog. Katalog gledaš. V kjer mu živiš. A si predstavljaš, sem to pomislil, a si predstavljaš naše neke te marketingere, da imaš tak katalog. Okrog tebe se veš dogaja. Recimo, virtualna cisa, čista virtualna. Jaz sem bil par enih, ki se ukvarjajo s to navidezno resničnostjo. In zadeve dejansko že tako funkcionirajo. Oni so razvijali recimo za nepremičninarje. Aplikacijo, v bistvu, mislim pač, ki si ti, recimo, si daš ta VR očala gor in potem, recimo, stopaš v stanovanje in so tudi, recimo, z droni so na raznih višinah, so posneli v bistvu pogled, tako da, ki si ti stopil v stanovanje, da si zbral vogalno stanovanje, ne vem, v 43 štuku, ne vem, kje, ne, si točen tisti pogled imel ven čez okno, kakor ga bi imel pol recimo v stanovanju, ki bi ga ti kupil, čeprav zgradba še ni bila narejena. Ne? Ja. Tako da je kar zanimiva zadeva. No, jaz sem probal pol hoditi tam tudi tako, ti ne štimajo, veš, da hodiš pač po deski. Ja, mislim, to smo tudi mi imeli. Smo izkusili, smo ga imeli, mislim, ga imamo na šihtu zadevo in je... Zoprna reč, kot svina. Zelo. Mislim, vse ti je jasen, ampak nič ti ni jasen. Ja, ne, jaz sem ta, Ko dol padeš, je fakt, kam boš ga delal. Imaš kar malo kepa v želočku. Ja, jaz sem bil na unem čist češka muno, mislim, ne da bi sploh bilo posnet, ne, se pravi, bilo čist CGI, ampak vidiš, mislim, grafika je bila Half-Life, se mi zdi začetek, unika je Half-Life, Orange Box ta prvi. Ja, ni bil nek najjači. Pa še vsem je možgan, je pa bil prevaran. No? Sem začutil premikanje želodca pa take stvari. Večkrat. Kaj šele, da ti nekdo video noter v glavo šopa. Tako da recimo ne ta subeta, ki ga tlele gledamo, mislim, ki ga tlele beremo, ne gledamo. V bistvu v tej zgodbi bi bil res neki fenomenalenga. Ne? Ja. Še par let, ne? Ja, bi rekel. Smo tam, ne? 6 let. 6 let, tako je. Lej, on živi. Še ena par let, pa ne. Če no prej vsega konca. A misliš, da je konca, kaj? Kometal pa še ena pandemija, pa smo tam. Pa še na 2 resni okoljski katastrofi, pa bomo šli spet nazaj na analogno. A misliš, da bomo obrnili, da bomo pol? Ne, pol se moramo samo držati tega štose, da butneš 2 kamna skup. V bistvu, ja. A ni, mislim, se to ne vem, če je... Saj smo imeli že to, ne? Einstein je rekel, kao, da... Smo imeli. Sej je bilo v unem delu, ki je bil radio. Za vse, ki pa še niste tam, pa štose, da rukneš 2 kamna v kup. Zdaj, kaj si hotel reči? Ne, mislim, Einstein je rekel za jedrsko vojno, da ta tretja bo, mislim, da ne vem, kako se bo tretja končala, ampak četrta se bo spet s kamni borili, oziroma s kalemi. Ne vem, če to rekel, ampak mislim, da... Ja, prepisujejo mu, to, da ne ve, kako bo tretja zgledala, ve pa, kako bo četrta. Tako je. Ja, to pa gremo mečkaj nazaj, naredili spet en korak. Tako da lej.
Sam manjši ne živel še v cajtih, veš, smo imeli, je bil planet še približno v redu. Sej to, kar smo zanč tudi rekli, ne, pač zmeran so dobri stari cajti. Ja. Veš, ni zdaj nič v bistvu tako fundamentalno groznega, ne, vsaj nam ne. Tudi premijer nam je povedal, da sam ležimo na kavču, tako da je vse v redu. Pa veš, da je to. Ja, jaz sem pa nekaj bogam. Kdo videl reklamo, ki je naredila nemška vlada, se mi zdi, je točno to je bilo. Heroj iz kavča, samo mečken drugače bilo predstavljen, mečken boljš. Tam smo imeli dober občutek. Ja. Eni znajo zapeljati, eni pa ne znajo. Ne? Veš, zato v Sloveniji pač delamo Renault po licenci, Švabi pač delajo pa nekaj svojega. Ne? Pa še slovenskega nariše, možno unga Volkswagena. Ja. Zdaj Mercedes je tudi Mercedes je šef. Lešnik naredil. Ja. Lešnik je zdaj Mercedes šef šefov. Šef dizajn. Yep. A ni začel prkiti kapi, ali kaj? Kijo je obrikal, kaj? Prki, začel me se zdi. Tako. Ja. Kijo. V glavnem, no. Zapkot je mal Balkanac, v glavnem. Kaj? Kiti se mu zlato, veš, mislim, rad ima zlato, ne. Ja. Zapkot, ne. Ali pa Trump. Nekaj od tega. Veš, je tak mal Balkanca, veš, po duši. Se strinjam. Mal je nastopača, veš, rad ima zlato, ne, babega tudi malo, tako, alkohol, švalar, kaj za pojest, veš. Balkanci, po mojem je on v bistvu Balkanci ne guduje, to je čist Redke ukrade, veš. Tako, ja, mislim. No, čakaj, zdaj smo pa že prestigmatizacija. Zdaj smo že malo preveč zitava, zdaj šel pa čez, pedi, come on. Ja. On v bistvu red veliko krade, tako da, ne. Ja, ne, se poznaš na ruski pregovor, ne, veš, če že delaš, delaj orang, ne, veš, če varaš, ne, pofukaj kraljico, če kradaš ukrad milijon, ne, veš, za te sitne neke brezveznosti se ne splača vse skupaj. Brez veze, točno to. Ampak potem se poglobimo kam? V Zaphodovo malo, Zaphod v bistvu neko autorefleksijo malo doživlja, ne? Ja. Ga v bistvu zanima ga, kaj v bistvu on sploh počne. Se po mojem je to isto vprašanje, ki si ga večina zemljanov postavlja. Samo to, da ima on mogoče malo bolj zanimiv življenje, kot mi vsi drugi. Mislim, da je le predsednik galaksije. Njega v bistvu še zmeraj zanima, kaj se njemu dejansko plete po glavne. Ja. Veš, in ugotavlja, kako da je v bistvu uspel sam pred sabo zabrisati, kaj dejansko sploh hoče narediti. V bistvu, ja. Tako. In očitno mu je to res dobro ratal, ne? Ja, ne, sej tam, ki piše, ne, veš, ki piše, pod kakšnim testom je bil podvržen, ne, za recimo, ne, v prejšnjih epizodah, ja. Tako, za testiranje, za to, da je sploh lahko postal predsednik galaksije, ne, ker si mogel dokazati, da nimaš pojma o ničemer, ne. To, kar pri nas te danes sploh ne testirajo, ker pač avtomatsko prideš do te pozicije. Lahko, ja. Ja. Je mogel skriti svoje dejanske namene. Ne? Ja, in zdaj ga jebe, kaj jih v bistvu ne ve. Ne? Možgani ga pa bolijo. Ja. Ne, mislim, oba dva možgana. Ja. Čaka, smo ugotovili, da ima oba možgana in da nista povezana in da je vmes, čaka, kako je bilo že točno? Zakurjeni vmes, pač. Vse sinapse so... Zakurjene, ja. Vse sinapse so pokurjene vmes, ja. Tako da ni povezave. There's no connection. Leva vlada ne ve, ali leva glava ne ve, kva dela desna glava. Tako. A veš, ampak v bistvu neki se pa vseeno spomne, ne, za nazaj. Veš, on ima nekak ta moment, kukor ga imajo recimo te po nekih nesrečah, ki se po enih flashbackih se neki spomnajo v bistvu, kako je izgledal. Ne. Oni so sicer zgubili, ne vem, spomin, ampak nekmu pa prihajajo neki iz ozadja, mu hodijo neke slike, kaj dejansko je sploh njihov life. Ne? In Zaphod ima isti moment. Ne? Yep.
one dva se potem s Fordom obujata spomine, kako je pač zgledal, ko sta bila mulca, ne? Ko sta prejšnjemu predsedniku malo nagajala, ne? Kaj je bil, kaj je bil prejšnji predsednik? On je bil kapitan fregate, oziroma tega. Najprej je bil kapitan fregate. Tako, pa je bil pa predsednik. Ja, se pravi Juden Vranks. Tako. Juden Vranks je bil v bistvu tam, kapitan fregate, ki sta ga spoznala in sta valjda udrla v tisto mega tovornjačo. Ne? Ja, to so bile te tovornjače, ki so že prej so bili, ne vem kako že pove, ne, da prej beltegeški izvidniki so v bistvu pripravili trg, ne, pa so pa te tovornjače so pa v bistvu to so bili tako, kaj ene te ladje z Kitajske, ki te kontejnerje vlačijo. Ne. Tako, točno to. Veš, ja, ampak te so bile ful zaščitene, ker so imeli neke strašne ščite in pač oni so pač gusari še niso ujeli, ne. Mislim, a veš, pač tako, ja, to je pač tako, ker če imaš somalijske pirate, moraš pol zraven neko vojsko poslati, te so bile pa že same tako zaščitene, ne. Tako, ja. In potem je v bistvu Zaphod, ne, si pa za izziv vzel, ne, da pač usvoji eno to, oziroma da pride vanjo, ne, čeprav je to zgleda kot nek Mission Impossible, si je zadal in šel staviti s temi mulci, ne, da on lahko uleti v eno to mega tovornjačo, ne, in Ford je pa glih za to, da bi ki mu ne bi noben verjel, ne, da če bi on kao rekel, sem bil gor, ne, je šel pa Ford z njim, ne, in pol se je to razvila kot ena njuna skupna izkušnja, kako je rekel, da je bilo krasen cajt pa ful enih klofut, ali kaj je že bilo, neki tazga, ne, da sta pokasirala en kup enih dobrih stvari, ne, ki sta dobila stvari za jest, za pit iz cele galaksije, poleg tega pa dobro mero klofut, ne. V bistvu sta z otroškimi pištolami sta uletela v bistvu na most, ne, in kar prosila klofut, in da ga je stalo to v bistvu Zaphoda enoletno žepnino in za kopico klofut, ne. In pol je teleportiral nazaj naravnost v najbolj zastraženo krilo betelgeškega državnega zapora. Ja, kap te pri nas na dob teleportira. Ja, samo veš, pol je, zgleda je pa v mulcih videl nek potencial, ne, zaradi tega, ker je pol on pa Zaphoda kasneje kontaktiral, ne. Tako je. To je to, kar mu pove. Je videl, ne, v Zaphodu izgleda neki videl noter, da z tega mulca pa neki bo. Mislim, zgleda, da tip ima jajca, ne. To je ena od stvari, ki jih pač ne, in tudi on je imel že neko agendo, o kateri je razmišljal, ampak je zgledal gotovo, da je sam nov mogel speljati, ne. Pa moramo povedati, da v bistvu vmes je postal še predsednik galaksije, ne? Seveda, ja. Takrat ga je v bistvu kot predsednik je poiskal. Ga je obiskal. Tako, ja. Ne kot kapitan, ne. Tisti je bila pač zgodovina, ampak tako. Da zgleda, da si ga je on takrat že mečkan dal v glavo, da bi ga veljal poiskati pol kdaj, mislim. V bistvu ga je malo že grumov, ne, ga je malo pripravljal, ne. Tako. Ja, malo ga je imel, ja. Skautov ga je. Tako. Da je res strico z zadja. Temu se reče strico z zadja, ja. Tako. In pol Ford pa rekel, kako, tega mi nisem nikoli povedal, ne. Nisem. Pol ga vpraša, kaj mu je rekel in pa se pogovarjate, da mu je povedal, ne. Ja, v tej ladji, ne, da mu je pač povedal, ja, v zlatem srcu, ne. Ja, tako. In da ne. Da ne ukrade, ne, in da je edina možnost je takrat na splavitvi v bistvu, ne. Da ima takrat edino šanso, ne. V bistvu mu je on dal idejo, ne. Samo če misliš, da je bila fora sploh tega, da to ladjo ukradeš, ali kaj, da dejansko lahko res prideš na kjerkoli del galaksije. In zelo hiter, ne. Ne, mislim, da je hotel najti Magratejo, ne. Mislim, vsekakor zgleda, da je to del velikega plana, ne. Sam Zaphod tega še ne ve, ne.
zanimiva stvar je tle, kar se zgodi, ne, da tle pa knjiga zapade v tako, mislim, plot knjige zapade v tako divino, da ti res nič ni jasen. Ne. A veš, da res nič ne veš, kako, zakaj se je kar naenkrat pojavil ta model s kopico miklofut, kako mu je že ime, Juden, ne. A veš, ne. Joden, no, dajmo reči Joden. Ne, Joden ne govori, Joden z dvojnim O, Joden z dvojnim O. Okay. Ne, kva sploh Zaphod hoče, ne. Ne, ampak se je Zaphod tudi samo ugotovi, da dobro čuva skrivnosti pred sabo, ne. Ja, veš, da si je res dobro to skriv, ne. Ja. Ampak, veš kaj, mislim, pri vsej zgodbi je, ne, da v bistvu vsi mi pa, ne, iščemo nek globi pomen. Ne. Veš, pri vseh zadevah iščemo nek globi pomen našega ali delovanja, ali ne vem, že samega bitja. Ne. Ja. Noben pa, a zkdaj pomislil, da je pač mogoče sam to, kar je? Da pač greš na šiht, greš, ne vem... Ja, da smo tukaj pač z otroki na igrišče zvečer na per... Se prekucamo pomremo. Če imaš srečo še zvečer, ne vem, ženo stisneš in to je to in zjutraj ponoviš vajo. Ponavljaš, pa se pa sam prekucneš nekam. Ja, mislim, a veš, da ni nič več od tega, ne? Po resnici verjetno ni. Mi si moramo narediti, da je več, ne? Razen v redkih primerih ni, ne? Mogoče, ja. Mislim, da iščemo vsi nek globi pomen tega našega delovanja, ne? Ali ne vem, dela ali karkoli, ne? Da pač... Je pa mogoče skupek tega, ne? Skupek naših dejanj je pol neko večje, a veš, nekaj se zgodi za tega, kar ne vem. Sam, a veš, ti to zdaj, mi se zdaj to pogovarjamo o zemlji, ne? In zemljo, če jo v kontekst sam naše galaksije postaviš, ne, pa da v drugih galaksijah sploh ne govorimo, ne, je ne bi o tem, ne, koliko je to minorna reč. Smo zelo majhni. V primerjavi s samim vesoljem je to še toliko bolj bogo. Mislim, si niti ne znamo predstavljati, koliko smo bogi, ne. Ampak hkrati pa hočemo, da imajo ta naša dejanja nek pomen. Pizda, smo preveč zafilozofirali. Mene so zdaj ta minornost me je čisto ubila, ampak vse imaš prav. Vse najbrž, mislim, tako je pač. Večina človeštva je collateral damage. Dej poglej si na YouTubeu si poglej zemljo v perspektivi, pizda. Pa stari moj, mi smo manj kao one mravlje, po kjer hodimo. Neverjetnostni vortex tale, no. Vrtinc totalne perspektive. Tako, vrtinc totalne perspektive. Točno to se hoče reči. To je to. Zdaj smo glihkar naredili, drage poslušalke in poslušalci, se oproščamo, ker smo naredili mini vrtinc totalne perspektive, ni bilo namerno, pa še ni Božič, da bi to res bilo nujno, pa še nismo tam. Ne, tako da. Ja, ne, pa se, a veš, vedno, sprašuje se človek, kje pa, kako pa, zakaj, pa pa tret, pa to, pa meni se zdi, da še zmeraj, dokler lahko gibamo, pa nekaj dajemo naslednjim generacijam, pa da jih naučimo, da so boljši, kot smo bili mi, ali pa smo mi, ni toliko slabo v resnici. Ne, kot je Ali rekel, nam ni slabo. Mi se pač sam čutimo, da bi bili radi del neke zgodbe. Ne? A veš, recimo, jaz sem to bral neko analizo glede teh teorij zarote. Zakaj so te teorije zarote toliko uspešne? Ne? Zato, ker si ljudje v bistvu želimo, da bi celo na svetu obstajal nekdo, ki mu je jasen, kva dela. Ja. Da ima nekdo kontrolo. Da ima nekdo stvari pod nadzorom. Pa tudi, če to nategne. Od staršev pričakuješ, da bojo stvari peljali tako, kot je treba. Ne? Mislim,
ne, pa pač sicer pol zavozimo ali pa kakorkoli, ali pa ne. Isto pričakuješ, ne vem, od voditeljev nekih, da bojo stvari pelali, ne, pa se jim pol včasih ne posreč, ne, isto pričakuješ, ne vem, v nekem takmu smislu, da le nek pa so eni, ki jim je ves ta kaos na svetu, da jim je približen jasen, zakaj to tako je. Ja, teorija zarote v bistvu samo hoče povedati, da so stvari bolj simple, kot v resnici so, ampak nažalost, ne, je resnica čisto drugačna. Realnost je veliko bolj zafukana, kot govorijo teorije zarote. Ja, valjda, ja. A veš, realnost ni simpel. Ne moreš to poenostaviti. Ne. Ni piknik, ne. Sam pač, če imaš pa lahko vmes kakšen piknik, pa ni tako slabo. Ja, mislim, vse je to malo lahko. Da malo obrnemo na lepšo noto. No. Mislim, na naš piknik, ki ga bomo imeli, pa kdaj smo že. Tako, ja. Ja. No, in zdaj smo pa v tem finalnem delu dialoga med Fordom in med Zaphodom. In zdaj pride del, ki ga bo prebral, del za citatne, ki ga prebere bivši plesalec, bivši pevec, bivši voditelj kultnih TV oddaj v 4:3 formatu, zaradi korone bivši igralec od Adrža, bivši stand-upovec, bivši zabavljač za vsako priložnost, bivši žirant v pevskih in plesnih TV oddajah, človek, ki se by the way zlahka sprehaja po Čopovi v Šlafroku, skratka cel hupi frut, Vlado Bizovičar. Hočeš reči, je vprašal, da si se dal izvoliti za galaktičnega predsednika samo zato, da bi ukradel ladjo? Tako je priznal Zaphod in se zarežal na način, ki bi večino ljudi spravil v oblazinjeno celico. Ampak zakaj je vrtal Ford? Zakaj je tako važno, da jo moraš imeti? Pojma nimam, je rekel Zaphod. Ampak če bi zavestno vedel, zakaj je tako pomembna in čemu jo potrebujem, potem bi se to pokazalo na izbirnih preiskavah in bi me že tam izvrgli. Mislim, da mi je Juden povedal precej stvari, ki so še vedno zaklenjene. Torej si zaradi pogovora z Judenom šel in se malo popekel po možganih. Hudičevo namazan jezik je imel. Že Zaphod, stara sablja, ampak lahko bi bolje pazil nase. Zaphod je skomignil z rameni. Mislim, ali se ti res čisto nič ne sanja, kaj bi bilo za vsem tem, je vprašal Ford. Zaphod je napeto premišljal in videti je bilo, da ga napadajo sence dvoma. Ne, je rekel nazadnje, kaže, da dobro čuvam svoje skrivnosti pred seboj. Je pa res, je dodal po premisleku, da se popolnoma razumem. Ne bi si zaupal niti toliko, kot je črnega za nohtom. Ej, Lado, ful hvala za tole, ne? Dobro je bilo. Ja. Bravo. V bistvu smo pa mi pol, ne... Ti, ampak, a veš, sam neki, veš, ker del je meni ful hud v tem poglavju, ne? Ajde. Tist, ki je reklamni slogan za tole Magretejo, ne? Na začetku, ja. Magreteja lahko zadovolji sleherni okus. Nič nam ni pod častjo. A ni to prav bizarje, pizdarje. To je osnova kapitalizma, mi smo ovdje samo zbog para, a veš? Ja, a veš, mislim, res... Vse, da veš. A veš, lahko gremo tudi nižji, če je treba. Ni problema. Ja. Veš, za denar bomo naredili vse. Stari, a veš, tam je vmes, nismo tega sicer omenili prej, ampak je tam, ko gleda en drug planet, ne vem, je medeninast ali ne vem kakšen že platinast, pa z neba zleti, ne vem, 50 golih žensk, tako sam za fora, veš, ne samo... Ja, katalog. Katalogu, ne, vse, ja. Pač ne, to si človek lahko naroči, ne, a veš, da nage babe padajo z neba, ne. A da dežuje? Platinos je bil malo dolgočasen, je rekel, ne vem, kdo Zaphod ali pa Artur. En od njih je rekel, da je malo dolgočasen. Ampak kaj, da nage babe pol dežuje? Ja, pač spuščajo se z padali dol. Ne vem, zakaj, ampak lahko, ne, padajo, ne. Ja, zato, ker lahko. Točno to, zato, ker lahko. Ja. Z neba se je spustilo spodali 500 čisto nagih lepotic.
Tako da ja, v redu. To je bilo v bistvu to je bil v bistvu trigger, da so Zaphoda začeli boleti možgani in takrat smo se začeli pogovarjati o tem, da v bistvu z njegovimi možgani nekaj ni v redu. Ne? In zdaj fast forward na konc, ja, in pol, ko Zaphod pove to, kar je Lado glihkar povedal, ne? Je izpuhtel še zadnji planet iz kataloga in vrnili so se na prava čvrsta tla. Po je pa preletel visok Magratejc, ki je stal pred njimi. Ne, v bistvu, visok Magratejc je kar stal pred njimi. Se pojavil. Tako je. In je rekel, miši vas bota zdaj lahko sprejeli. Aha. Ja. In eto, miši čakajo, ne? Kdo je šef, ve se, ne? Smo rekli, da te dve miši, ne, če se spomnite, poslušalke in poslušalci, ko smo govorili o tem, da so z zemlje pobegnili, ne sam Artur pa sam Triljan, ampak še nekdo, ne. Evo jih. Dve miši. In to boste izvedeli v naslednjem nadaljevanju Hrabrega miška. Pa smo spet tam. Ampak tako je isti jok zmeri naredil. Ampak je hrabri mišek, zdaj pri miših mora biti hrabri mišek. To je še, zdaj končno pa še jok do konca. Prejšnjič smo zajebali. A misliš, da je... Valjda, absolutno. A misliš, da so oni vedeli? A veš, dolk je delo hrabrega miška, ne? Ti nimam pojma. Ampak... Hrabri mišk je bil glih takrat enkrat narejen. Konc 70-ih, začetku 80-ih, po mojem. 80-ih bi rekel, ja, ampak ja. 81, Danger Mouse, opa, vrede. Ja, vidiš, sem rekel. Spet iščemo smisel, pa povezave v nečem, ker nima veze. Pa to delo vidite že skozi, da vse vrede. Ja, nejmo. Ali od tega nov not. Mislim, veš kaj, že tako možgan narejen, tako da išče... Da gremo pol na perno. Jaz bom zdaj povabil poslušalce. Mislim, mi smo imeli vmes en zelo strašno velik in dolg izsek, ki ga mogoče celo na Patreonu nav, tako da bom zdaj povabil poslušalce, da prebere citat iz, ja, mogoče boljše, ja, mogoče res ne. Iz 30. poglavja. Zdaj smo pa že na 30. pobi. Opa, žurka. Ja, in objavili ga bomo v naslednji epizodi. Kako? Čist simpel. Vse piše na hvalavzaseribe.si. Naša tajnica na 0599688685, pa še zmer sameva. Ker smo že velikokrat povedali, da štopanje po galaksiji ni poceni, ne? Poceni ni še v karanteni živeti. Naš podcast pa je zastonj, nas lahko finančno tudi podprete. Vsem, ki nas že podpirate, se res iskreno zahvaljujemo. Vsem, ki nas še ne, vas vabimo, da to naredite. Če pa ne morete, pa hvala lepa. Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe.si. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa, Aljo, to si pa zelo lepo po freestylu tole, ne? A si ga po freestylu? Ker sem gliš študiral, ja. Kje pa zdaj to napisan? Ja, zelo lepo ja, si tole povedal. Tole je bilo zelo lepo. Se hotel že takrat uleteti, ali se hotel pol zmotiti, ne, a veš, bi razvrednotil vse skap, ne.